Hejla, evo na tale spontan četrtkov večer sem rekla, da prižgem kar kamerico in začnem z vlogom. Tukaj sva z Raveto v eni restauraciji, #date night. Zdaj se bo zaslišala akustična glasba, ker je v bistvu tako akustični večer. Tako da začnemo tale vlog s šampančkom, ker v bistvu imamo razlog za proslavljati. Nekako mi je zapasala spet vlogati, nikoli zares nisem izgubila želje, ampak vmes se je zgodil super par in enih stvari. Life pa pač se odvija in prinese takšne drugačne priložnosti, tako bom rekla. Tako da, evo, muzika je začela, da se ne bom preveč drla, ima na zdravma in let's eat! Tukaj sva bila lačna, da sem pozabila posnet predjed, ampak tle je bila burata, zavita v pršut, tukaj je pa račja pašteta, pa čist mehak svež kruh. Sirovi štrukli in biftek. Ja, lej, ko se gre na dejt s njim, se dober je. Pa krompir. Pravijo, da gre ljubezen skozi želodac, se strinje? Pa še kako. Posemava midva pa čin. Posemava pa midva fulala. Tole je Snickersova tortica s kepco vaniljevega sladoleda in smetano. Še dobro, da poletje gre. Ti imaš pa kaj jabolčno pito? Jabolčno pita, vanilija, smetanca. Da probamo. Hejla, lepotice moje, dobrodošle nazaj na mojem kanalu. Jaz sem si zdajle naredila podlago, zaenkrat samo puder in sem rekla, zakaj ne bi jaz vklopila kamere in naredimo en čist spontan vlog, nekak zadnje čase. Spet čutam to željo po snemanju, pa ne da bi jo kadarkoli zares izgubila, ampak enostavno jaz sem začela z YouTubeom 7 let nazaj. In v tem času se zgodi life, ki prinese takšne in drugačne obveznosti, ampak kakor večkrat pravim in to res drži, nikoli nisem pozabila na vas. Delala si bom vmes make-up, tako da sledi en najnovejši make-up tutorial, tudi veliko nekih novih izdelkov sem v tem času, odkar je bil nazadnje make-up tutorial uporabila, tako da malo update-a. Tale v bistvu korektor je pa od L'Oreala More Than Concealer s 24-urnim učinkom. V bistvu uporabljam vse zadeve zdaj poleti nekoliko temnejše, ker ima malo barve, ponavadi bi ta korektor dala v veliko svetlejši barvi, zdaj pa prilagajam primerno tenu. Skratka, povejte mi, a ste si ogledali vlog iz New Yorka. Res je bil ena taka moja želja ga videti in obiskati in midva sta se imela res the best. Evo, naredila si bom lička, konturo, se pravi, zdaj smo dali korektor, zdaj pa vse skupaj še malo zasenčem. Tale mi je všeč odkoli starja v bistvu paletka za bronziranje, ker je taka oranžkasto rjava. Ne maram, če preveč na oranžno potegne, ta je pa glih tako vmes med oranžno rjavo in izpade res ful naravno. Bom pokazala, kaj potem nanesem še čez. Zdaj ključ je, da dobro razmažeš. Tole bom dala še čez, tak meko to v bistvu highlighter, cheeky bronze, ampak naredi ful lep ta glow, malenkost svetlikajoč in za poletje je top. Danes, ko sem videla na make-up artistki, ko sem bila enkrat v neki MAC trgovini, vprašala me, oprosti, kam imaš tole, mi je potem svetovala ta izdelek, tako da za poletje mi je top. Kar se tiče New Yorka, zdaj, če so kakšna vprašanja, komot mi zapišete, komot me karkoli vprašate in naredim mogoče kar še en Q&A. Za učke bom uporabila tole Anastasia paletko. Jaz jih malenko zasmokam na oranžno, potem bomo pa naredila še eyeliner, kjer je neka novost.
Skratka, pograbam za začetek tole. V glavnem, če so kakršnakoli vprašanja na temo New Yorka, komod zapiše spodaj pod komentarjem tega, oziroma v komentar tega videa in bi mogoče lahko naredila tudi en Q&A, zato ker na mojem Instagramu sem zelo v bistvu aktivno objavljala in tudi večkrat delala ta Q&A. Zdaj so se ti pa mogoče tlele na YouTubeu tudi porodila kakšna vprašanja in komod na plano, pa mogoče naredim kar posebej ali pa združim v naslednjem vlog, ker se res veselim, kaj vse prinesu live in kaj vse lahko šeram z vami. Torej, po New Yorku pa je sledila Kanada. V Kanado sva šla za dober teden dni. Rala ima namreč tam sorodnike, tudi jaz, no, ampak z mojimi se nisva uspela videti, ker se nam je enostavno tukaj dogajalo. In tudi Kanada je ogromna, vsak premik ogromno vzame. Tudi midva sva imela v planu, da bi šla pogledati vsa tista njihova mogočna in lepa jezera, ampak to je tako, od tam, ko sva bila midva 35 ur vožnje plus, kar je pač res velika, ne. Tako da, kar sem si najbolj zapomnila od Kanade, so ti niagarski slapovi. To je pa toliko lepo, ta sila vode, ta moč vode. Hej, lepi pozdravčki iz Kanade. Po New Yorku sva se v bistvu odločila, da greva na vlak, na 12-urno dolgo pot in sva pristala v Kanadi. Tukaj ima Rale sorodnike in sva se odločila, da jih greva pogledat. Zdaj pa že v bistvu raziskujeva Kanado. Včeraj sva bila v Torontu, zdaj pa smo na poti do niagarskih slapov. Sicer je bila kar dolga pot, zdaj bo skoraj 2 urci, ampak to je definitivno nekaj, kar je visok na moji wishlisti, kar si želim pogledati. Tako da, ko mi čakam, da vidim te mogočne slapove v živo. In smo tukaj v ozadju mogočni niagarski slapovi. Zdaj vam pa dam sam par sekund, da uživate v tej lepoti, ne moram drugače reči. Je pa zanimivo to, tisto je že ameriška stran, vmes na temule mostu je meja in če hočeš na eno ali pa drugo stran, moraš v bistvu pokazati potni list. Tukaj je en slap, dol pelje ladica, čist do še drugega slapova. Je pa tle okoli polno ljudi, jasno, vsi se slikajo, snemajo. Wow. Kjera narava. Zdajle sta se glih srečale 2 ladice in ena je rdeča, druga je modra. Razlika je ta, da modra so ameriški turisti, se pravi z tiste strani štartajo, medtem ko rdeča so kanadski turisti in štartajo z te strani, ki smo mi. Čisto iskreno, a ste si kdaj mislili, da je toliko zelo živahno tik zraven niagarskih slapov? Rale s svojim brownijem odkrila sva novo obsesijo in sicer brownie, posod jih jeva. Najboljši do zdaj v Starbucksu. Ampak v glavnem, poglejte, koliko živahno mesto. To je par metrov stran od niagarskih slapov, od restauracij, luna parkov, teh zabaviščnih zadev, igral. Res dogaja. Je lepa Kanada, ne? Zdaj, kar je še novega pri moji make-up rutini, da namesto črnega eyelinerja, to je pa zdaj čisto naprišno, uporabljam rjav eyeliner, tale je tudi od L'Oreala. In zakaj? Ker imam jaz zelo take modre oči in če se s črno namažem, včasih na mojih očih je malo preveč ostro to, tako da sem testirala na zadnje rjavo in mi je bilo všeč, zdaj pa ne smem govoriti, če ne bo ratalo. Skratka, če uporabljam črno, delujem ful ostra,
ful mi sekne ven, tako da rjava je boljša alternativa. Dobim se potem s kolegicami v centru, tako da si delam v bistvu make-up tudi za njih. Zdaj grem na ustnice. Uporabila bom tale Macov lip liner v taki viola barvi. Če se pa kaj ni spremenil, je, da je moja najljubša šminka viola roza. Sicer imam zdaj rdečo majčko, ampak se bom itak preoblekla, tako da bo pasal. Obrobam. In grem čez tole šminkico, tudi Macovo, v roza odtenku, ki pa sem jo dejansko kupila na letališču na poti iz Frankfurta v New York. Vedno se rada ustavim v teh beauty trgovincah, ker je v bistvu duty free, kar pomeni, da dobiš nekoliko cenejš in med drugim je šla tale šminkica z mano. Ti jo pa kažem, zelo lepa. Taka shiny, vidiš? Ustnice so take juicy in shiny. Preden nadaljujem make-up, ena stvar še zgodila, ki je kar zasedla velik del mojega življenja v letu 2023 in to je super par. Ful hvala vsem, ki ste navijali za naju, ki ste držali pesti. Če slučajno kdo ni gledal en tak kratek update, to je v bistvu resničnostni šov, kamor gre skupaj s svojim partnerjem. Midva sva bila povabljena v bistvu lani. Marca sem že dobila povabilo na e-mail, da me v bistvu vabijo v nek reality show. Jaz nisem nič vedela, zakaj se gre, kakšen resničnostni šov, povem Raletu in on tako malo čudno pogleda. No in potem se pač jo slišam in mi razloži, da je to dejansko resničnostni šov za pare. In pa bilo nama je zanimivo, jaz iskreno sem si želela preizkusiti reality show enkrat v življenju, ampak lažje to si misliti, kakor narediti. In potem sva šla na pogovor, na audicijo, na eno, na drugo, greš čez razne in psihološke teste in tako naprej in na koncu sva bila sprejeta in naenkrat je tukaj julij lansko leto in začne se oddaja Super par. Prišla sva čistik do konca, do samega super finala, kjer sva bila skupaj z Maticom in Indiro. In izziv zadnji, ko se je šlo za zmago, je bilo, da smo stali na taki peni, držal si torbe, ki so bile seveda naložene. Šlo se je za to, da tisk dlje zdrži, oziroma tisk, ki prvi pade, zmaga. In to sta bila, nažalost, midva, čeprav čisto iskreno nisva bila čisto nič razočarana, midva sta šla po neko novo izkušnjo, predvsem ven se iz cone udobja. Zdaj lahko rečem, da imam izkušnjo realityja. Bilo je stresno, bilo je čisto drugače, kot sem si jaz zamislila. Eno je gledati na kavču, verjamem, koliko smo takrat vsi kritični, eno je pa biti v samem realityju. Veš, kaj je največja fora, da ti, ko si doma, si res v svojem nekem zenu, ko si pa v samem realityju, imaš ali menstruacijo, ali na te vpliva vročina. Mene je bilo predvsem strah, pa nisem bila edina punca. Tega, kaj bo, a bo spet zastati meščurki, a nas bojo vrgli, ne vem, z aviona, jaz sem bila ziher, da bo ta izziv. Ta v bistvu strah pred neznanim, ne? Ker če greš ti recimo vzemo za primer en exatlon, ti točno veš, kaj te čaka, kakšni izzivi, kakšni poligoni. Tlej je bil pa v bistvu celotna igra je bila tako narejena, da ti v bistvu ne veš in da vse temelji na poznavanju tvojega partnerja. Povejte mi, ste gledali in glede na to, da sem bila potem še in v New Yorku in Kanadi in potem še ta super par, če imate kakršnakoli vprašanja na kjerokoli temo v mojem življenju, dajte mi zapisati, pa jaz v naslednjem videu odgovorim na vse, da v bistvu updatamo moj life zadnjih par mesecev. Sem pa za lička uporabila evo tudi tale Macov. A vidiš, ko toliko časa nisem delala make-up tutorialov, ker zgubljam besede. Blush, tam je ful všeč, zato ker ima take zlate delce in res lepo pride. Ko je pa glih rožnat, sem pa rekla, da ti še nekaj pokažem. Čakaj. Glih prej, ko sem se vrnila domov, sem šla nekaj stvari iskat v trgovino in se ustavim še v eni prodajalni s čevlji in zagledam ene roza superge najkice in so mi bile toliko všeč in si jih nisem mogla zbiti z glave in vemo vsi, kaj to pomeni, tako da ko sem prišla domov, sem rekla, ne, jaz jih hočem imeti. Pa si mi je zdel, da si mi je malo preslikala. Jaz sem šla po njih in lej, jih pokažem. A niso lepe, čisto hude, zato ker se ta kljukca dejansko sveti. Pa roza je tak moja barva, tako da povej, kako se ti zdijo.
Se pa je zgodila še ena pomembna stvar v mojem življenju v tem zadnjem letu, ki ji posvečam zelo veliko moje pozornosti. Niti ne vem, ali sem vam to povedala tukaj na YouTubeu, ampak, čakajte, grem tudi nekaj iskat. A vidiš tole? Certifikat. Certifikat 1 se dodeljuje Eli Centri za opravljeno 76-urno izobraževanje iz področij osnov astrologije in interpretacija rojstne karte. Ful sem imela eno veliko željo se iti to naučiti, ker me itak vleče v ta in duhovni svet, čeprav astrologija v resnici ni tako duhovni svet, se te dve veji kar ločita, ampak zvezde, planeti, koliko nam je dejansko stvari položeno ko se rodimo, naši talenti, naša osebnost, kje imaš luno, kje je tvoj ascendent, kje je sonce, kje je Merkur, vse to vpliva na koncu, kdo ti si. Tako da, jaz sem zdaj uspešno zaključila 2 letnika, z oktobrom se vpišem naprej v študij, ker to je dejansko tako in praktični in teoretični del. In na Instagramu v bistvu imam zadnje čase kar te napovedi, kakšen je bil danes dan, kakšen bo jutri dan in tako naprej. Tako da, če te takšne teme zanimajo, tudi zapis spodaj pa lahko naredimo še tukaj na YouTubeu, kaj na to temo, drugače pa na Instagramu. Poišči me tam in boš našla te vsebine. Sem se šla vmes še preobleči, tole dolgo oblekico sem zbrala v bež barvi. Čist do talje. Skratka, ko govorimo o astrologiji, sicer je trenutno obdobje retrogradnega Merkurja, zelo glasni retrogradni Merkur, ki tudi tis mogoče, ki res nič ne ve o astrologiji, kdaj za to že slišal in vedno so konotacije negativne. Zakaj? Ker takrat se zelo velikokrat kaj pokvari, šteka tehnologija, ustavi se oziroma zatakne se pri komunikaciji, kar se zmeni lahko ne drži, stvari se odpovedujejo, takrat pravijo, da nisi dober sklepati novih stvari, novih pogodb, itd. itd. Je pa to v bistvu tudi super obdobje za zaključevanje starih projektov, za v bistvu stvari, ki smo jih začeli v preteklosti in jih lahko potem zdaj v tem času realizira. Zato je pa super. Super je za načrtovanje, super je za poglabljanje samega vase in tako naprej in tako naprej. Tako da, če slučajno kakšne stvari ne bojo štimale ali se bo kaj zataknilo, se lahko pomiriš in rečeš, sej, to je pa zaradi retrogradnega Merkurja. Jaz mislim, da sem ready. Še en hiter ček. To je to. Urca je pa tudi zdajle, ura je zdajle 5, danes je petek ob 5 in danes je odprta kuhna, tako da s puncami se dobimo, gremo kaj dobrega pojesti. Jaz sem ful vesela, da sem nekako nazaj, da tudi sama čutim to željo in motivacijo. Hvala vsem, ki ste z mano cel čas in niste pozabili na mene ali pa ste se malo preslikali na družbena omrežja, tudi v bistvu TikTok skušam vzbuditi, Instagram, itak, tale YouTube pa I love you, vse, ki ste z mano od začetka do konca. Tako da hvala. Noč jaz šibam, še torbico moram zbrati in se gledamo v naslednjem vlogu. Poljubčki in do naslednjič. Čau, čau!